seveda zaslužijo naše najvišje spoštovanje, pa tudi čestitke. Zato k besedi in mikrofonu vabim župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Ja, draga Leja in pa seveda trener oziroma cela ekipa, lahko rečem, da smo res ponovno ponosni in da si nam vrnila nekako nazaj tisti čar športa in pa teh raznih sprejemov visokih rezultatov. Verjamem, da tvoj rezultat je tudi predvsem spodbuda v atletskem klubu, mlajšim generacijam in pa seveda vsem tistim, ki tu delate, kajti dejansko tu je bilo veliko narejenega v teh letih in sigurno tvoj rezultat je ena dodatna spodbuda za naprej. Občina Brežice se bo še naprej trudila zagotavljati predvsem dobre pogoje, zato imamo tudi v letošnjem letu namen renovirati atletski stadion. Verjamem pa seveda, da bojo v klubi tisti vaši trenerji, prostovoljci in pa vsi ostali še tako naprej zanesenci in podpirali šport. Čestitam ti, želim ti vse dobro in upam, da nas še velikokrat razveseliš, da te pričakamo še večjem številu. Vsem vam pa lep dan. Lep pozdrav vsem Brežičanom, atletom in seveda dobrodošli doma Leja in Iztok. Brez rožic seveda ne gre, še en aplavz za Lejo. In kot slišano, aplavz si zasluži tudi gospod Iztok Glojnarič, trener in oče naše Leje, ki ima zagotovo veliko zaslug za uspehe, ki jih naša atletinja dosega. Najprej bi se zahvalil vsem skupaj, da ste prišli v takem številu. Potem pa bi se zahvalil celi ekipi, ki nas je spremljala v Braziliji, tudi fizioterapeutu Dorjanu, ki je veliko pripomogel, da je Leja zdržala do konca. Vsekakor pa bi se zahvalil občini Brežice, Zavodu za šport invalidov, Zvezi gluhih in pa Atletskemu klubu Brežice, predvsem pa tudi predsedniku Atletskega kluba Brežice Henriku Merzu, ki moram priznati, da brez njega te zgodbe sigurno ne bi bilo. Zagotovo lahko rečemo, da živiš svoje sanje. Kam boš postavila ti dve kolajni? Res je, da živim svoje sanje iz otroštva. Vedno sem imela željo oditi na olimpijske igre in to se mi je tudi uresničilo. Te dve zlati medalji bom pa postavila v okvir in bom pač postavila na posebno mesto na steno. Odlično. Olimpijske igre v Braziliji zagotovo niso bile tvoje zadnje, predvidevam. Kakšni so pravzaprav tvoji načrti za prihodnje? A jih že imaš? Ne, to niso moje zadnje olimpijske igre. Imam pa zdaj čez 3 leta spet nove olimpijske igre v Tokiu. Za prihodnost je pa to, da bom imela rehabilitacijo kolena in quadricepsa. Pripravila se bom pa na svetovno prvenstvo v dvorani na Poljskem in pa na naslednje olimpijske igre bom pa pač trenirala, pa bom dosegla oziroma bom probala doseči preko 5000 točk v mnogoboju. Držimo pesti in prepričani smo, da ti bo uspelo. Torej, kot smo danes že slišali, so bili pogoji slabi in res zahtevni. Kaj ti je šlo po glavi med tekmami? Torej, najprej si dobila prvo odličje, potem 4. mesto, no to pa še kar ena zlata medalja. Kaj ti gre po glavi, ko tekmuješ? O čem razmišljaš?
Ja, to so bili res zelo težki pogoji, pač večino dni je bilo samo dež pa hladno, drugače pa med tekmami sem ful razmišljala, da pač kako bom to zmogla, ampak mi je Ati pomagal in snemalna ekipa in tudi ekipa in navijači pa to in tudi družina so mi pomagali, tako da sem pol rekla, da bom zmogla, da moram priti do konca in da sem močna. In res si, kar si pokazala.